Spremljava s partnerjem vajino selitev v stanovanje, kolikor objavljaš, in mi je zanimivo, ker se mi zdi, da sem tudi jaz šla čez podoben proces, ko sem se selila iz XY sem, kjer sem zdaj. Samo 10 minut z avtom oddaljeno, ampak občutek ravno tako, kot da grem na luksus nekam v mesto. Sem rabila nekaj časa, da sem sprejela. Zdaj pa neizmerno hvaležna za toploto in udobje tukaj. Vidim, koliko več moči mi je dalo za neke druge stvari v življenju, ki so mi pomembne, pa zanje prej ni bilo prostora, moči, ker je veliko energije šlo v fizične pogoje življenja. In hkrati vidim tudi, da so Zemlja, Sonce, Luna in drevesa še zmeraj okrog mene in je bolj na meni, da odprem oči in jih opazim, ter se na svoj način povežem z njimi tudi tu, kjer so malo manj očitni kot nekje sredi gozda. Jaz sem si rekla, da bo pa moj del to, da prinesem malo več življenja in obudim povezavo z Zemljo na koščku, ker ta še ni tako močna in očitna sama po sebi, ampak lahko z mojo prisotnostjo oživim tudi ta nekoliko bolj potlačen, speči del narave okoli mene. Tako sem se jaz zaenkrat soočila s tem. Upam in želim, da tudi vi najdete v novem domu občutek miru in prostora, ki vas nahranja in objame. Ter tudi že verjamem, da ga boste, saj ste polni življenja že v sebi, tako da se bo ta prisotnost s časom prenesla tudi na prostor. Ta čudovit mail sem dobila od svoje prijateljice in sem vam ga želela prebrati, ker se me je ful dotaknil. Moj zadnji vlog je bil selitev v novo stanovanje, ki ima tudi ogromno ogledov, ampak kot vedno želim stvari prikazovati kompleksne in ne zgolj enostranske, tako da selitev je bila hkrati zelo lep korak proti varnosti, hkrati pa tudi zame strašljiv korak stran od narave in življenja, ki sva ga poznala zelo dolgo časa. In moja prijateljica je v tem mailu tako lepo vse ubesedila, da sem jo prosila, če ga lahko preberem v naslednjem vlogu. Od selitve je zdaj že več kot en mesec in seveda sva se ful bolj navadila, jaz se počutim veliko bolj domače, hkrati se pa počutim malo domačeno, s čimer se pa še soočam. Ne? Vaka. Piknik. Hej, kje si, fant? Greva na sneg? Hajde. Med sneženjem in vsem tem zimskim vibom sem se pa spomnila na to, da sem včasih ful rada bordala. Začela sem pri 13, predtem sem smučala. Takrat je bilo tako, da je oč mi rekel, lej, ti kupam vso opremo, ampak najprej moraš iti enkrat probati. Sem si od sestrične sposodila vse in pa mi je oči res kupil vso opremo in to opremo lahko dejansko vidite zdaj na ekranu.
Tako da upam, da me kmalu čaka en snežni snowboarderski dan. Res pogrešam snowboardanje, no, se mi zdijo, zaradi tega, ker sem bila tukaj v tujini, pa ne vem, zime so kar minevale, že dolgo nisem šla. Tule pa vidite mojo ozimenco, ki sem jo pridno vlagala poleti. In iz ozimence tudi v teh obdobjih, januar, februar, ful veliko kuham, ker sveže zelenjave ni toliko veliko. Tako da za vse tiste, ki bi želeli videti, tako res čist pristno, kaj jaz jem, bom spodaj vam dala link in do TikToka in do Facebooka, kjer se grem en januarski projekt s praznimo špajzo in kuham iz tistih sestavin, ki jih že imam in probam čim manj hoditi v trgovino, čeprav seveda sva šla parkrat v trgovino po te neke osnovne stvari. Hvala, da ste bili z mano v tem vlogu, upam, da uživate v snežni idili in da se imate lepo. V naslednjem pa se vidimo na štrukelj tekmovanju, na tekmovanju v štruklih v Merni Peči, ki sva se ga udeležila s Klemnom in boste videli, kako nama je šlo, ker je bila drama in pritisk in potem seveda vse dobro na koncu. V glavnem, ajde, čau.